pisma apostola Pavla Filipjanom. Bratje in sestre, naša domovina je v nebesih, od koda tudi pričakujemo rešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si moramo odreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako, da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Božja beseda. se bo slavilo v svetem letu,
ne pozabimo tudi duhovnega dela usmiljenja, ki je povezano s proslavljanjem tistih, s katerimi smo živeli. Naj danes živo začutimo, da smo kot kristjani poklicani prinašati duhovno tolažbo tistih, ki so žalostni. Žalostne tolaži. Najprej tisti, ki so bili spokojnim duhovnikom Janezom posebej povezani in ob njegovi smrti doživljajo bolečine. Potem pa naj nam slovo od gospoda Janeza pomaga, da ne bomo nikoli spregledali nobene bolečine, nobene žalosti, nobene solze. Naj nam od krste duhovnika Janeza Gospod nakloni čuteče srce, ki se bo skupaj z Janezom znalo ustaviti, se skloniti in pomagati, kakor je pomagal usmiljeni Samarijan. Življenjska pot pokojnega duhovnika Janeza se je začela 27. januarja 1949. leta v vasi Vasca, v župniji Cerklje, ko sta oče Franc in mati Marija rojena skupaj dobila sina. Krščen je bil na svečnici 2. februarja tistega leta, ko so mu za zavetnika izbrali svetega Janeza Zlatoustega, enega izmed 3 velikih vzhodnih krstnih očetov, ki je med drugim zapisal: vsako hišo naredite za cerkev. Ali niste vi odgovorni za zveličanje vaših otrok in vaših služabnikov? Kako bomo pastiri dejali odgovor za vaše duše? Kako bodo družinski očetje pred Bogom odgovarjali za vsako osebo svoje hiše? In pokojni duhovnik Janez je v domači hiši iz besed in zdela svoje mame in očeta dobil trdne in globoke korenine vere. Tako da je po osnovnošolskem nabiranju znanja učil Vipavo v srednjo versko šolo, takrat edino v Sloveniji. In tam je leta 1968 maturiral. Naslednjega leta je moral pojaviti v čas posebnega utrjevanja značaja in duhovniškega poklica. Zato je nadaljeval študij teologije na teološki fakulteti, ki je bil prav v času njegove mladšine izključena iz univerze. V času njegovega študija pa izključena tudi iz javnih izobraževalnih ustanov. Pomeni v času, ko je bila vera odrinjena iz javnega življenja. In na tej fakulteti, ki zaradi tega, kar se je zelo dogajalo, ni bila nič manj odlična v usmerovanju znanja mogoče duhovnikov, je gospod Janez diplomiral leta 1975.
na pot konkretnega vsakdanjega življenja, ji pustiti, da bi mogli v njej prepoznati Božje gotovost zase in za cerkev danes. In zato je pomenljiva Jezusova beseda iz današnjega evangelija. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, naj svoj križ in hodi za menoj. In ta beseda se nam zdi trda, se nam zdi zahtevna. Ne prilega se najbolje naši duši, tako kako se križ ne prilega našim krvom. Oboje, odpoved in križ, doživljamo od tujih in se začnemo umikati. Odpovedi in križ. Pa če si postavimo vprašanje, kaj se zgodi v življenju človeka, ki se ni pripravljen odpovedati sebi, ki ni pripravljen jemati nase križa samega sebe in svojih napak. Ali mora nekdo, ki se ni odločil pripravljen odpovedati sebi, biti duhovnik, biti v službi vsemogočnega Boga in njegovega ljudstva? Pa gremo še naprej. Ali mora nekdo, ki se ni pripravljen ničemu odpovedati sebi, biti mož, biti oče, biti sosed? In isto velja za ženo, mamo, sosedo. Brez odpovedi se naše delovanje spreminja v ustvarjanje razpora, razhajanja in nazadnje pravih razporov, ki se lahko končajo tudi v sovraštvu. Se vam zdi, da so današnji svet in stvari, ki nas v njem strašijo, posledica nesposobnosti in nepripravljenosti odpovedati se. Pokojnega gospoda Janeza je odpovedi učila tudi njegova bolezen, ki ga je spremljala dolga leta in pobojevala njegovo življenje. Potrpežljivo jo je prenašal in s njim bil zlet vsem, ki smo ga poznali. Znal je sprejemati ta križ in ga nositi za svojim Gospodom. In naj ga Gospod tudi po tem križu prepozna kot svojega zvestega učenca in duhovnika. Ob zlati maši so na daritveni organ dali napis iz 116. psalma. In odrešenja bom dvignil in klical v Gospodovo ime. Sedaj je sam kot daritev stopil skozi vrata odrešenja in se srečal z njim, čigar ime je klical vse življenje, zase in za svoje ljudi. Gospod Janez, zahvaljujem se ti za tvoje duhovništvo, za tvoje služenje, za tvojo zvestobo. Tudi sedaj ne nehaj klicati Gospodovega imena, ker zelo potrebujemo novih duhovnih poklicev. Počivaj v svetlobi Božjega pogleda, dan pa zavedno ostane zgled tvoje dobrote in ponižnosti. In hvala ti za to. Sorodnikom in vsem, ki ga boste pogrešali, izrekam besede iskrenega služanja. Ne pozabimo moliti za in za vse naše duhovne. Amen.
Dragi brati in sestre, z molitvom Oče naš in da nas ta molitev odpre za vse tiste razsežnosti cerkve, v kateri verujoči živimo. Za tiste poveličene, za tiste, ki čakajo očiščenje, in za nas, ki še hodimo v tem svetu. Skupaj z vsemi in za vse molimo, da nas uči Gospod Jezus. Oče,
Petrič. V imenu župnijskega občestva Vrh Sveti Trije Kralje se vam iz srca zahvaljujem, da ste kljub boleznim, ki so vas pestile, pred 10 leti prevzeli upravljanje tudi našo župnijo. Skupaj z našim duhovnim pomočnikom, gospodom Janezom Celarjem, sta nam nudila vzorno duhovno oskrbo. Sad vajnega služenja je živo župnijsko občestvo z različnimi dejavnostmi. Neizbrisno so se v naša srca zapisale sobotne svete maše s posebno molitvijo po svetem Mihaelu, pogovori po mašah po kuhinji našega župnišča, vse kateheze, ki ste jih namenili našim otrokom. Zapomnili pa se vas bomo tudi po hitri, a varni vožnji po naših ozkih in zavitih cestah. Najpomembnejše pa je bilo zgrajeno in nikdar prelomljeno medsebojno zaupanje med aktivnimi člani župnije in vami na gospodarskem, duhovnem in drugih področjih. S tem je župnija izkoristila svoje potenciale in smo skupaj izpeljali velike projekte, kot so nove orgle v hradni cerkvi in obnovljeni oltarji na podružnici v Hlevnem Vrhu. Trdno sem prepričan, da je v vedno manjšem številu duhovnikov to primer dobre prakse za celotno škofijo. Ob nepričakovanem in hitrem slovesu vam obljubljamo, da bomo še naprej poskušali ohraniti našo skupnost, se vas blagohodno spominjali v molitvah in upali, da se bomo nekoč
Danes smo vas, dragi Janez, še zadnjič sprejeli medse v vašo rojstno župnjo. Bog, ki je večji od našega srca in vse ve, sprejema vse, ki so klicani k njemu v svoje kraljestvo luči in miru. To laže nas Božja beseda, ki pravi, da je naša prava domovina v nebesi, od koder pričakujemo zveličanja Gospoda Jezusa Kristusa. Vsak človek si piše svojo življenjsko knjigo. Samo Bog ve, koliko strani ima, koliko poglavij in kakšni so naslovi. Človek piše, a Bog jim daje naslove. Ob koncu življenja se ta knjiga, popisana znotraj in zunaj, zapre. Smrtjo zapečati s večnimi pečati. Nihče ne more več pogledati vanjo, nihče ne more spremenjati vsebine, kar smo napisali, ostane napisano. Edino Kristus, Božje jagnje za nas žrtvovano in darovano, edino On, ki nas je svojo krvjo odkupil in nas napravil za kraljestvo in duhovnike, edino On, ki ima pravico, moč in oblast, da knjigo vsega človeštva in vsakega človeka vzame, razpečati in odpre, prebere, presodi, kaj je napisano in vsakomu povrne po njegovih delih. Spoštovani gospod Janez, ne moremo odpreti vaše knjige, ki se je zaprla. Lahko pa preberemo tisto, kar je napisano na zunanji strani knjige, na platnicah, kar vidi naše oko, kar ste napisali kot človek, kristjan in predvsem kot duhovnik. Tam lahko preberemo, da ste se rodili pred dobrimi 76 leti in bili 29. junija pred 51 leti v Ljubljani posvečeni duhovnika. V nedeljo 6. julija ste odložili življenjsko pisavo, zaprli knjigo svojega duhovniškega življenja, jo predan v Božjo voljo izročili Kristus, da jo z usmiljenjem in ljubeznijo odpre, prebere, presodi in vas kot avtorja te knjige sprejme k sebi v poveličanje. V imenu vaše rojstne župnije želimo narediti največ, kar moremo. Za vas bomo molili in opravili smo sveto daritev. Bogu smo se zahvalili, ker nam nas je dal, vam pa za zvesto in zgledno opravljanje duhovniške službe. Zahvali pa želimo pridružiti prošnjo, naj Kristus, večni in veliki duhovnik, obudi nove duhovne poklice, ki jih Cerkev na Slovenskem in naša nadškofija tako potrebuje. Dragi gospod Janez, počivajte v Božjem miru. Amen.
telo duhovnika Janeza izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril in oživil in bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Z nebeško roso naj orosi tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo pokojnega duhovnika Janeza Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, da ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celotno cerkev. Prosimo, da razliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo, da razliši nas. Odpusti mu grehe ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo, da razliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo, da razliši nas. Prosimo tudi za vse njegove domače, sorodnike in naše župnijsko občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesih. Prosimo, da razliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naših župnijah in so že odšli v večnost. Gospod, bodi in bogat plačnik. Prosimo, da razliši nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnega duhovnika Janeza, pa tudi za vse, ki počivajo na tem pokopališču in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne privedi nas v skušnjavo, temveč rešite nas grehov. Nebeški Oče, z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnemu duhovniku Janezu, ki nam je delil kruh večnega življenja, delež pri nebeški gostiji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.